tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes. In so govorili: Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: Iz nebes sem prišel? Jezus je odgovoril in jim dejal: Ne godrnjajte med seboj. Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi kdo videl Očeta. Samo tisti, ki od Boga je videl Očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Še spremljamo, brati in sestre, evangelij, da na zadnjih nedelj lahko začutimo, kako je Jezus zelo temeljito in obširno ljudi pripravljal na ta velik čudež spremenjenja Jezusa, da je med nami kot živi kruh, da je med nami s svojim telesom, pa vendar ga vidimo z očmi kot kruh in ga tudi okušamo kot kruh, pa je med nami kot živi Bog. Tudi stara zaveza je usmerjena v to skrivnost te Božje navzočnosti. Bi vas pa rad popeljal v razmišljanje, kako je v prvem berilu prerok Elija bil na poti stran od domačega kraja. In je hotel, da bi se njegovo življenje končalo, zato ker ni videl prihodnosti. In tukaj me spremlja misel, prerok Elija, ki je ljudem zaradi svoje ljubezni do bližnjega pokazal pravo pot življenja. Pokazal je smer Bogu, da je Bog tisti, ki je resnični živi Bog, ki daje življenje. In ko je to pokazal v nasprotovanju k lažnim prerokom, dosegel je svoj cilj. Lahko bi rekli, v svojem življenju se je trudil za resnico, iskrenost, za pravo držo, pravo smer. On je v življenju postavljal stvari na pravo mesto. In ko je to dosegel, ni bilo človeškega uspeha, ampak je moral bežati. Ko bi človek pričakoval, zdaj pa lahko se oddahne, zdaj pa lahko rekel, hvala Bogu, ljudje so spoznali to, za kar se trudim toliko časa. Ne, podrlo se je tisto, kar je bilo v človeškem pričakovanju kot neka človeška nagrada. In lahko tudi mi v življenju začutimo, da kljub temu, da smo prepričani, da je to na pravem mestu, prava smer, nekaj dobrega, iskrenega, na koncu pa nekdo drug ima večji uspeh, ki se pa morda manj trudi, če se trudi za neko pravo držo. Kakšna težka preizkušnja. In tukaj je razumljivo, da se je prerok Elija
želel smrti. Kaj naj pa še pričakuje? Zdaj, če bi delal slabe stvari ali hudobijo in da ga zadane preizkušnja nesreča, lahko človek reče, seveda, ko sem ravnal, taka so moja dela, zdaj pa imam, kar imam. Ampak da človek doživi neuspeh takrat, ko se iskreno trudi za dobro, je pa težko. In takrat je prišel k Eliju Božji angel in je videl tam kruh, dobesedno, to je bil kruh, normalen kruh za jesti. In je pojedel, nazaj zaspal. In ponovno ga je angel zbudil, vstani in jej. In je jedel. In tista hrana, ki je bila telesna hrana, je preroku pomagala, da je hodil še naprej 40 dni. Kot da bi bilo to znamenje, človek, ki prepozna v življenju pravo smer. On je šel do Božje gore Horeb. Ta gora je dejansko tudi z drugim imenom Sinaj, tam, kjer je Mojzes pred tolikimi leti dobil Božje zapovedi, kjer je napisal na kamen kot ustavo človeškega življenja. Elija je imel pravo smer. In edina stvar, ki je lahko bila ali je lahko imel Elija, je to, da je vztrajal v tistem, kar je prepoznal za dobro in resnično. Samo vztrajanje. Drugih uspehov na tej poti ni bilo. Potem pa ta Jezusova beseda. Poznali so preroka, kako je hodil v moči te hrane do Božje gore. Tukaj pa Jezus govori še toliko večji korak naprej. Jaz sem živi kruh, ki prihaja iz nebes. In veste, kaj se je zgodilo? Takoj so rekli, ko mora Jezus to govoriti. Poznamo njegovega očeta, to je bil skrbnik, krušni oče, več kot toliko niso poznali, Jožef. Poznamo Marijo. Kako mora biti zdaj nekaj drugače, posebnega? In to gotovljanje, kaj bo nekaj novega, kaj bom pa od tega imel, opažam v drži današnjega človeka. Ko išče kruh za svoje življenje, ne samo tisti kruh, ki ga pojemo z usti, kruh je dejansko nekaj, kar človeka nasiti po željah človeka. Koliko hrepenenj in želja ima vsak izmed nas. In iščemo kruh tukaj, tam, na tem mestu. Koliko je enih iskanj, dogodkov, da bi človeka to napolnilo. Nekateri dogodki tudi se ne izvršijo. Morda ste tudi to zvedeli v zadnjih dnevih. In tako razočarani, v takih velikih pričakovanjih, kakšen kruh se človek išče. V zabavi, v doživljanju. A na koncu kar nekaj manjka. In ta stvar godrnjanja, kaj bomo od Jezusa? Mamo in očeta poznamo, če sorodnike po njiju. Opažam v današnjem sodobnem utripu življenja, če mu lahko tako rečemo, veliko ljudi danes pozna krščanstvo. Tudi ljudje poznajo Jezusa Kristusa kot naučene stvari. In dosti ljudi danes reče, kaj bo pa duhu pri krščanstvu? Kaj je pa tukaj novega? To so stvari, ki so bile za nazaj, nekaj novega hočem. Od krščanstva, kaj pa dobim? Ja, pri veruku sem nekaj slišal, takrat je treba bilo to in to delati, pa smo mogli to in to imeti v življenju. A nekaj novega dobim? Današnji človek, bomo rekli kar evropski človek, ne samo slovenski, ali človek, ki ga imenujemo kot zahodna kultura, je v veliki meri zamahnil čez krščanstvo. Kaj pa dobim? Kaj mi pa prinaša? Nekaj druga mora imeti, nekaj, kar
bo res nekaj novega, ne pa ti stare stvari. Kako je iskanje nekega kruha, ali res najde dober kruh, bom rekel celo živi kruh. Jezus zase pravi, jaz sem kruh življenja, živi kruh. Ne govori o kruhu, ki je samo začasen, ki je kot tisto, kar človek doživi nekaj močnega, potem pa odide. Ali je dovolj za človeka, da doživi nek močen trenutek, doživetje, potem pa te stvari odidejo. Vedno bo nekaj manjkalo. Bog pa ne želi človeku, da bi ostajalo v človeku nekaj praznega, neizpolnjenega, neka praznina, ampak želi, da bi se človeško življenje izpolnjevalo, napolnjevalo s tistim, kar je lepo, kar je trajno. In Bog je tisti, ki lahko da človeku polnost. Tisto, kar človeka razveseli in veselje ostane. Ne gre tukaj samo za pričakovanje, enkrat se bo to zgodilo, sam počakate treba. Tudi tukaj v našem življenju smo lahko hvaležni za majhne stvari. Stvari, ki jih lahko doživljamo, ker jih lahko začutimo kot Božji dar. In zato tudi človek potrebuje srečanje z Bogom v zakramentu, ki je zakrament Svete Evharistije. In vam želim, da bi tudi vi v svojem življenju začutili in sprejeli tudi te drobne, majhne Božje stvari, ki delajo naše življenje bolj polno. In ob tem, ko čutimo lepe stvari v tem življenju, naj bo naš pogled usmerjen tudi v prihodnost, ker v prihodnosti Bog želi, in to res močno želi, človeku dati vse, kar je možno. In to je polnost življenja, ki ga v majhni meri okušamo tukaj, nekoč pa imamo zagotovilo, se uživamo kruh življenja, da bo tudi naše življenje poveličano v polnosti v Bogu, ki nas je poklical za to, da živimo in bivamo. Prav v tej zavesti, v tej hvaležnosti, tudi skupaj izpovedamo.